Tle na vrtu zelenem sedi, mimo gre fantič, tako govori. Trgaj mi rožice, spletaj mi pušček, če sem jaz fantič za te. Trgaj mi rožice, spletaj mi pušček, če sem jaz fantič za te. Rožic veliko nabranih imam, puščec bi pa ga ne znam. Žido kupila bom, puščec naredila bom, pridi, oj fantič, ponj sam. Žido kupila bom, puščec naredila bom, pridi, oj fantič, ponj sam. Fantič pa pride pod okence, rahlo potrka na polkence. Vstani, goljubica, lepša kot lunica, lepša kot sonce pod dnem. Vstani, goljubica, lepša kot lunica, lepša kot sonce pod dnem. In lepša kot sonce pod dnem. In lepša kot sonce pod dnem. Spoštovane tovarišice, tovariši, interniranke, interniranci, izgnanke in izgnanci, ukradeni otroci, svojci, spoštovani gostje, dragi prijatelji. V imenu tovarišnega odbora Ravensbrück in vseh naših tukaj zbranih še deklet vas prav vse prisrčno pozdravljam na našem že tradicionalnem prednovoletnem srečanju. Spoštovane tovarišice interniranke, drage moje punce, če smem tako reči, draga Pavla, Marta, Stanka, Fani, Ivica, Zalka, december je čas za premislek o tem, kaj smo med letom storili, kaj nam ni uspelo in kaj bi si še želeli. Hitimo nakupovati darila, krasimo svoje domove in če smo le pri moči, obiskujemo različne dogodke. Nekateri se neumorno selijo od zabave do zabave, v zraku je hlastanje po nečem nedosegljivem. Polni smo obljub, dobrih želja in slabe vesti, ker je leto minilo, pa nismo izpolnili lanskih prednovoletnih načrtov. Naša prednovoletna srečanja, drage tovarišice, tovarišnice, naša srečanja pa so nekaj čisto drugega. To je priložnost za ganljivo snidenje prijateljic, ki ste v najhujših časih stkale močno mrežo iz žlahtnih niti človečnosti, naklonjenosti, solidarnosti, tovarištvu, vere v pravičnost in domoljubje. Preživele ste v času in ste v času rušenja človeških vrednot živ opomin za nas in za mladino, da lahko empatija do sočloveka, pokončna drža in močna sla po življenju premagajo nerazumljivo zlo, tudi najhujše zveri.
zločinsko popačenega človeškega uma. Ponavljamo, nikoli več se ne sme ponoviti. Naj bo tako kot vsako leto današnji dan praznik življenja. Resnično, praznik življenja, draga naša dekleta. Veselimo se skupaj, danes pozabimo na bolezen in skrbi, spomnimo se umrlih prijateljic, ki so odšle v večnost, saj ostajajo v naših spominih. Bodite ponosne, saj ste naš navdih, ko se nas občasno lotevajo malodušje ob slabšanju pogojev v zdravstvu, ob nevisokih penzijah in težavah v gospodarstvu. Kako pomembne ste, drage in spoštovane tovarišice, ne samo za nas, ampak tudi v širšem prostoru, dokazujejo tudi visoki obisk lani predsednika države Republike Slovenije in letos predviden evropske poslanke Tanje Fajon, kljub njuni časovni služki ob vsem pomembnih obveznostih, za kar se jima že vnaprej iskreno zahvaljujem. Željo, drage tovarišice, da se naslednje leto ponovno snidamo v istem številu, vam želim čim več zdravja in življenjske moči. Pred nami je bolj čustveno obdobje v letu, kot sem dejal. Čas zaključevanja starega in pričakovanj novega. To je tudi priložnost, da se res iskreno zahvalimo vsem vam, spoštovane tovarišice in tovariši tukaj navzoči, da nas tako res iskreno in srčno podpirate pri naših prizadevanjih pri ohranjanju spomina in vrednot. Vsem vam, tako članicam odbora, vsem vam, ki ste ponosne hčere in sinovi naših tovarišic in tovarišev, ki nadaljujete tradicijo ohranjanja spomina in vrednot, velja iskrena zahvala za to, da udejanjamo stvari, za katere verjamemo, da smo lahko neizmerno ponosni in jih bomo udejanjali tudi v prihodnje. Z aktivnim delom nam je uspelo slovensko javnost širše seznaniti s slovenskim holokaustom. Z argumenti, z vztrajnostjo in trdnim delom smo bili deležni podpore tudi najvišjega političnega vodstva. Dovolite mi, da ob tej priložnosti se med nami še prav posebej pozdravim. Najprej bi rad ravno kar iskreno opravičil evropsko poslanko Tanjo Fajon. Žal je še na avionu, cel teden so bili na Portugalskem in pač prevozniki imajo svoj ritem, verjela je, da bo z nami, vendar se ravno kar mi iskreno opravičuje in vas vse res toplo in prisrčno pozdravljam. Mnogokrat je dokazala, kako so vaše vrednote tako blizu. In verjemite mi, da bomo imeli priložnost, da jih bomo to njeno izpričano naklonjenost tudi v prihajajočih evropskih volitvah znali nagraditi. Kajti želimo si, da se te vrednote, ki so nam najbližje, udejanjajo tudi v Evropskem parlamentu. In Tanja Fajon to počne z velikim ponosom. Zdaj bi poprosil. Prema bi pozdravil še vse ostale pomembne goste, bi prosil Marjetko za majhen interveco, ker moram samo za sekundico še pozoril presenečenje. Samo. No, potem pa tudi v mojem imenu en lep pozdrav, imate krasnega sina, bom rekla. To je vaš Matjaž, vi ste kot mame, kot očetje, kot none, kot nonoti, kot babice, kot detki, taki ste vi temu Matjažu. Res, veliko srce, veliko ljubezni, veliko skrbi, ki jo opravi za to, da se vi lahko srečate, da si lahko kaj rečete, da se spet iz oči v oči pogledate, pa tudi kaj lepega poveste.
Se življenje gre naprej, nikoli se ne more pozabiti tistega, kar je bilo, ampak življenje gre naprej, pa tudi lepi trenutki naj pride v tem življenju. Je pa tudi pesem tista, ki sem vam jo spet prinesla. Marjetka Popovski sem, tista tam, ki se smeje iz onega kota, da nisem sama na tej strani, in seveda bom zapela nekaj lepih pesmi in verjamem, da bomo to srečanje si s tem tudi popestrili. Prihajam z morja, iz Izole, pa naj bo en lep venček morskih pesmi, da nas še morje malo opljuskne. Veslajva, veslajva kobali, tam sem se zidal iz peska grad. Veslajva, veslajva kobali, tam sem napisal, da imam te rad. Veslajva, veslajva kobali, tam sem se zidal iz peska grad. Veslajva, veslajva kobali, tam sem napisal, da imam te rad. Spomin pustiva tu, ker nizki so vali, naj še stoletja šume, kako sem ljubil te. Naj še stoletja šume, kako sem ljubil te. Školjka, povej mi, kaj je s teboj, školjka, prisenice ne boj, bisero daj mi beli kot sneg, školjka se dalje umika v breg. Mi otroci morja poznamo pot med červi, med otoki, odplujmo v daljni pisani svet s to ladjo želja. Za vse luke sveta vemo le mi, vsak zaliv je naš prijatelj. Na vsakem bregu čaka dekle nas otroke morja. Ribič, ribič me je ujel, pa ni ujel me na mrežo, ujel me je res besedo in črnimi očmi je na morje seboj me vzel. Na barki sva se ljubila, ona se nikdar vrnila in ne bila nazaj bele ladje na morju, na vseh morjih sveta. Mlade žene na bregu, na obalah morja, bele ladje na morju, na vseh morjih sveta. Mlade žene na bregu, na obalah morja. Bele rože iza te naj spominjajo me na tebe in na svidenje želje. Bele rože iza te, bele ladje na morju, na vseh morjih sveta. Mlade žene na bregu, na obalah morja, na obalah morja, na obalah morja.
No, to je mogoče tak spomin, ko prijete v Portorož takole, pa malo pogledate po tem našem morju. Mislim, da ste letos imeli kar lepo vreme. Ne, tiste, ki ste bili tukaj, krasno je bilo. No, pa pejmo še malo v planine, tam, kjer rasejo prekrasne triglavske rože. Zdaj so planine že zasnežene, so bele, ampak takrat, ko zrase triglavska roža, je lepa. Pesem pravi, da naj jo prinesemo v dolino, mi pa vemo, da je planika najlepša tam, kjer cveti, v tistih prekrasnih planinah. Rasejo v strmi gori bele planike 3. Rastejo v strmi gori bele planike 3. Zanje vedole orli, rosa umiva jih. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinesem mami, stara ji dlan drhti, drugo sestrici mladi, jutri se omoži. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. En lep pozdrav med nami, en aplavz še za Borkatatorja. 3. prinesem zate, čuvaj mi jo skrbno, naj te spominja name, če me kdaj več ne bo. Gremo po planike, šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Spoštovane tovarišice, tovariši, predvsem pa draga naša dekleta, prav s posebnim ponosom vi dovolite, da v naši sredini pozdravim predsednika države Republike Slovenije, tovariša Boruta Pahorja. Tako malokrat znamo izraziti iskrena hvala za izkazane naklonjenosti skupnemu delu. Spoštovani predsednik, prepoznavali ste pomen našega angažiranja delovanja v prihranjanju spomina in vrednot in opominjeno, da se grozote, ki so jih doživela naša dekleta, nikoli več ne ponovijo. Iskreno smo ponosni, da ste ne samo kot predsednik, ampak tudi po človeški in srčni plati podprli to naše angažiranje s vso svojo srčno kulturo in državniško modrostjo. Verjamem, da bomo znali te res pozitivne niti pleti tudi v prihodnje, vsem nam v spomin in opomin, da se grozote ne ponovijo in da znamo v tem nemirnem svetu najti tisto pozitivno plat, ki nas ohranja pokončne in ponosne. Spoštovani predsednik, vem, da je ogromno obveznosti, pa vendar najdete čas, da nas presenetite, da nas svojo navzočnostjo iskreno podprete, na kar smo neizmerno ponosni. Še enkrat iskrena hvala. Verjamem, spoštovani predsednik, da želite nekaj besed povedati tudi vsem nam navzočim. Pa še posebej, ker vidim, da je ena velika škatla tudi.
Lep pozdrav, spoštovani gospe in gospodje, mušice in tovariši. Upam, da nisem nikogar neprijetno presenetil, želel sem samo za kratek čas obiskati to veselo družbo, ki ima danes razlog za to, da je vesela. Danes ni nek dan spomina ali opomina, kot je običajno, ko se srečamo, ampak je tak bolj razposajen, predbožični, pred novoletni čas. Ko se ne nazadnje spomnimo, da smo tudi ljudje z vsemi svojimi osebnimi skrbmi, zadregami, pa tudi upanji in vsem, kar nas povezuje. To je lepo. Ker sem bil včeraj božiček za dan, delal sem skupaj z prostovoljkami in prostovoljci, kjer smo zavili in poslali 42.000 paketov za otroke. Po vsem Sloveniji. Dobili so jih otroci tistih staršev, ki slabše socialno živijo. In kljub temu, da naša družba lepo napreduje, so med nami še vedno ljudje, ki imajo velike socialne skrbi, ki so na obrobju naše družbe in njihovi otroci, ki za to prav res niso nič krivi, se mi zdi, so deležni in morajo biti deležni naše pozornosti. No in včeraj smo jim poslali darila, ki se jih bodo razveselili, pa sem pa razmišljal, kaj naj prinesem vam. Danes, ko imate ta praznično kosilo, pa sem si mislil, da bi bilo najboljše, če bi prinesel nekaj na pol uradnega in že zavitega. To so taka majhna protokolarna darilca, ki jih damo recimo poslanikom ali pa ljudem takega. Paritni soprogor pobiščajo našo pisarno v času pred Božičem, pred Silvestrovim. Je tudi uradni znak predsednika republike. So lepo zavita in lahko najprej tebi vam eno in simbolično. Tukaj so pa potem darilca zavita za vsakega od vas in si boste potem verjetno bo to najbolj prav, če si jih boste potem, ko boste šli tukaj v božični škatli vzeli. Jaz sem tukaj za kratek čas, ker se odpravljam naprej. Danes imam mislim rojstni dan, 21 let. Pa malce slavimo v krogu družine. Sem prišel zato, da vas seveda pozdravim. Malo sem se bal, da bo tudi mama, tukaj pa bi me zavšeca, če bi prišel. Hotel sem vam reči, da eno resno stvar je na koncu, ne tako neresno. Resna stvar, ki je moja skrb. Ni strah, je skrb. Že Matjaž je malo prej ugotovil, da smo dolžni po svojih najboljših močeh ohranjati spomin na grozote iz preteklosti, ampak moja skrb je, da se zlasti v zadnjem času da vleč tako gotove usporednice za današnjim časom. Tega ne bi rekel na kakšnem drugem, bolj uradnem skupu ali srečanju, ker ne bi želel dajati dodatnih skrbi ali celo strahov našim ljudem, ampak usporednice med časom, v katerem ste vi živeli. In nekaterimi znaki danes so skoraj strašljivi. Jaz mislim, da so seveda še vedno obvladljive razmere. Živimo nek usporeden čas, veste. Tako kot smo ga živeli tam med obema vojnama in tako kot smo ga živeli recimo pred četrt stoletja, med obema vojnama se je žal razrasel v drugo svetovno vojno, v času pred 25 leti, ko je razpadala Sovjetska zveza, cel socialistični blok, ko so se spreminjale geopolitične razmere v Evropi in v svetu, pa se je po mirni poti ta nakopičen problem išel v neko novo, bolj srečno obdobje človeštva. Kam se bo razvil zdaj? Ne vemo, nihče od nas ne ve. Zato smo se dolžni malo potruditi, vsi, zlasti tisti, ki imamo neko odgovornost, da se bo razvil po mirni poti v srečno epoko, ker na koncu vsi tukaj smo ali starši ali dedki in babice naših otrok in vnukov. Veliko vprašanje, tudi naše moralno vprašanje, kakšno družbo bomo zapustili. A veste, ko kdo reče,
se je vse eno. Moramo vedeti, da s tem pustimo naše otroke na cedilu, če tako rečem. Ni vse eno. Je zelo pomembno, kako se bodo stvari šle. Ker če rečemo, da je vse eno, potem se bodo morda išle slabo. Ceno za to pa bodo plačali potem naši otroci. Kaj se ne zasluži? Mi vsi imamo in za njih velike sanje in oni sami in se mi zdi lepo in prav, da se potrudimo eno za spominom, ki ga gojite vi. In vi ste, bom rekel, nosilci tega zgodovinskega spomina. Mi smo ga dolžni razumeti, ampak vi ga nosite. V tem smislu ste neprecenljive vrednosti. Zdaj za Slovenijo in za človeštvo. Mi smo ga dolžni razumeti in nositi naprej. Vsi skupaj pa smo se dolžni potruditi, da bi šle stvari po strpni poti, da bi se ljudje med sabo razumeli, da bi se spoštovali. Recimo, ravno v ta četrtek imam en posvet v predsedniški palači, kjer bomo skušali pogledati, kje so meje med svobodnim govorom, ker ta je osnova ene demokratične družbe, da vsak izpove svoje mnenje. Ampak kje so pa tudi tiste meje, kjer se ta svoboda potem prevali v sovražen govor, ki je pa nevaren, ki je nespoštljiv, ki nas ogroža na nek način, ki ogroža to svobodo govora. Vse te stvari moramo premišljati, ampak to je bil tisti resen del. Zdaj pa še ta bolj, bom rekel, lep. Glejte, vsako leto, na koncu leta delamo neko inventuro tega, kar puščamo za sabo, za nami, tako v osebnem kot v javnem življenju. Ne moremo reči v javnem življenju, da je bilo to leto slabo leto, če ga primerjamo v zadnjem desetletju, je bilo med boljšimi. Dajmo biti tudi malce optimistični in upati, da bomo skupno voljo in skupnim delom in skupnim naporom premagali nekatere te skrbi in težave, ki jih imamo, in ohranjali najprej mir in varnost, ker je to osnova vsega. Jaz se vam zelo zahvaljujem za naše sodelovanje. Mi veliko pomeni. Mislim, da bomo tako nadaljevali tudi prihodnje leto. Vam v osebnem življenju pa želim veliko enega notranjega miru. Mislim, da, tako si mislim, da prav vsak od vas lahko čuti neko notranje zadoščenje, da je v življenju doslej, Bog ve, kaj bo še vse naprej, ampak doslej pustil eno veliko sled pri generacijah za sabo, da je dal najboljše, najbolj plemenito, kar ima v svojem srcu in v svoji glavi. Vse to se mi zdi neprecenljivo, pa znamo mi, ki smo na nek način vaši liči, to malkrat premalci. Vam želim veliko notranjega miru, zadoščenja, v novem letu veliko zdravja, veliko veselih in lepih trenutkov. Tiste, kakšne grenke, ki tudi pridajo, že zato, ker so začimbane v našem življenju. Bomo pa tudi, če se bomo skupaj držali, že nekako skupaj tudi preveslali. Veliko zdravja, veliko sreče, veliko osebnega zadovoljstva v moščinem letu. Vse dobro. Hvala lepa. Dovolite še enkrat spoštovanemu predsedniku res od srca iskrena zahvala v imenu vseh nas, še posebej tam na navzočih punc, ki verjamem in želijo si, da bi ta dekleta to darilo prijeli spoštovanega predsednika. Pa mi boš pomagal, Pa bom jaz. to pomočnik Božička boš... Marija Ferdane. Drugo leto bom začela. Hvala darila, ker so noter skupaj kakih.
Se mislim, da je pomagaj. Tako za skupino. Niso povedali, da bo toliko udeležencev danes in zdaj se znašajo strašni zadregi. Tukaj, ko se delavec, Jan bo poslušal to zadrego reši. Namreč, toliko veliko teh protokolarnih ljudi spet nima smeli, kako hitro je vreča prazna. Zdaj me je skoraj sram. Na začetku moram reči, si mislil, da bom res samo internirankam dal to in zdaj potem sem videl, da imamo nekaj več tega in sem začel razdeljevati in potem sem ostal tako kot z državno blagajno. Prosim, ne povedati, to vem povedati. Eno bom zdaj tukaj še zadržal, je še ena razpad. Evo, in to damo zadnjo, potem bomo ta problem rešili. Ok, se pravi še. Evo, takole. Še Stanka prihaja. Evo, počasi, počasi. Draga Stanka. Evo, izvoli. Evo. Takole, bo šlo? Kaj se boš usedla? Ne, zadnji lahko stojim. Hvala. Naj vas sreče, sreče, zdravje. Sam zdravje. Pašte ne naprej. Dobar dan vseh skupaj. Zdaj sem jaz malo nasilna, ampak to sicer ni moji naravi. Oprostite, prosim, moram imeti besedo. Jaz sem nekakšna povezava z mednarodnim odborom Ravensbrück, pa z centralo Ravensbrückskega taborišča in oni so me obvestili in poslali eno lepo zadevo, ki jo moramo vsi vedeti. Ko je dežela njihova, vse veste, oni imajo dežele Nemci, pa tako, Ravensbrück pač je v eni od teh dežel in ta dežela ima določen dan, to je septembra ali nekaj tako, imajo svoj praznik, deželnik, ki si vsaka firma, vsaka ustanova, vsaka šola si lahko svoje izmisli. In jaz vam sporočam, da si je naš FKL oziroma žensko koncentracijsko taborišče, ki je danes velik muzej, izmislil eno lepo stvar, ki nam mora biti v ponos. In sicer
da se sloveniški lit, slovenska pesem je bila prireditev, ki so si jo oni dali zase v spomin na Slovenke, seveda ne na ne vem koga. In ta slovenska pesem se je dogajala dvakrat. Enkrat je bilo pod napovedjo v cerkvi, tam v Fürstenbergu, ki je veliko mesto tam blizu, je ena zelo znamenita cerkev, to je bil prvi koncert. Drugi koncert pa je bil na samem teritoriju tega muzeja Ravensbrück, ki je imel, to smo vsi poznali, tako zvano šivalnico ali štrikeraj, ali kakorkoli, ena velikanska delavnica, ker si sebe ko pribitne, nisi smel niti kihn pa nič. In to poznamo vsi, ki smo šli to pot. In tam je bil pa drugi koncert, ki ima pa naslov Slovenske pesmi iz Ravensbrücka. Muzika za Ravensbrück ali glasba za Ravensbrück. Malo sem dolga, pa to je moj stil, ne znam na kratko se opravičujem. Ampak mislim, da smo lahko ponosni na to, da dajo na nas. Ja, pa to pa ne zdaj šla, pa zdaj preveč, to pa ti veš. Oprostite, s domačem babam, borbo. Jaz imam logorejo, namreč to je huda stvar, veste, ne znaš nehati. Stanka je res dragocena v našem mednarodnem odboru in lahko smo ponosni, da nas povezuje z največjim ženskim koncentracijskim taboriščem, njihovim mednarodnim odborom in z našo dejavnostjo, tudi z našo državo in spoštovanih predsednikov. Prav je, da si Stanka povedala, da smo lahko ponosni, da Slovenci tudi na ta način izkazujemo in povemo, da smo ponosni na naša dekleta, ki so preživele te grozote in ohranile slovensko in slovenski rod. In ne samo tu, tudi v sami Nemčiji so ponosni na vas. In to je želela Stanka poudariti in to sporočilo tudi spoštovanemu predsedniku prenesti v neki obliki in informaciji. To je tudi pomen, zakaj spoštovani predsednik o vseh možnih praznikih tako spoštljivo vabi tudi taboriščni odbor, spoštovana dekleta, kjer imate posebno pozornost in čas strani najvišjega državnega vrha, da ob praznikih upora, praznikih Zveze borcev, pomembnih slovenskih praznikih imate posebno mesto v njegovi palači. Tako da v imenu nas, v vašem imenu predsedniku, tudi za to iskrena hvala. In verjamem, kot je že dejal v Portorožu, da bomo to uspešno delo nadaljevali tudi v naslednjem letu in v naslednjih letih. Žal se določene tovarišice so poslovile, vendar je, verjamem, še v vas dovolj energije in volje, da bomo to znali udejanjati tudi naprej. Spoštovani predsednik, verjamem, da bi želel še kakšno pikico na i. Še enkrat. Malo bo leto naokoli. Katera mi je rekla, da bo 100 let vi? Ja, Marija Ferlata. Prvih 100 let. Ja. Dobro. Ja, to bo šlo čez noč. Odstotko bom dočekala. Ti, ja, si pa jaz ne vem. Samo mi dva se bomo morali da še nekaj potruditi. Za ta dekleta pa ni skrbi. Še enkrat veliko zdravja in take notranje moči vam želim, ker vas zelo potrebujemo. Hvala. Spoštovani predsednik, res iskrena hvala v imenu vseh tukaj navzočih za vso to človeško vrednoto. Hvala. Srečno, lepo se imejte. Hvala, predsednik, še enkrat. Planica sončece sije, na planica lušno je. Gor cvetejo rožice bele, gor cvetejo rožice bele, gor cvetejo rožice
ključkami bo podkazala, s ključkami bo podkazala, s perjem senco delala. Hej, ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala, stare lonce ribala. Ampak veste kaj, jaz ne bom doma ostala, jaz ne bom doma ostala, jaz ne bom doma ostala, z vami bom prepevala. Dolini tihi je vasica mala, večerne mraku se že mirno spava, le eno okno še odprto je, na njem slonilo žalostno dekle. Le eno okno še odprto je, na njem slonilo žalostno dekle. Vse že spava, samo mesec sveti, tja na okno potožnemu dekleti in jo sprašuje, zakaj da še ne spi, zakaj da grenke solze briše si, in jo sprašuje, zakaj da še ne spi, zakaj da grenke solze briše si. Slavče pel je pesem svojo, a jaz storila sem ljubezen mojo. Alon odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Alon odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Alon odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Eko, Matjaž! Matjaž, veš kaj? Prej, ko si šel, jaz sem nekaj o tebi povedala. Pa da ne bo zgledalo, da sem ti za hrbtom govorila nekaj, ko nisi tukaj. Jaz sem rekla, da so lahko hvaležni, ko imajo takega sina, takega otroka tukaj med svojo druščino, kajti ti si otrok vsem tem mamam, vsem tem očetom, nonam, eko takole, ti imaš polno mam, veš, vsaka je tvoja mama, ampak zakaj? Ker imaš ti tako srce. Ker imaš ti tako ljubezensko srce in verjetno si ga prevzel tudi od vseh tvojih. Bodi tak naprej, Matjaž. Marjenka, hvala. Kot podjetji mama, tudi moja mama je z mislimi in srcem, našimi tovarišicami, njihova sotrpinka, vse lepo pozdravljam, verjamem, sem jim že prenesel pozdrave tudi nazaj. Lepo je, punce, da ste tako povezane in da dokazujete, da tisto, kar sem prej v uvodu povedal, udejanjate še 70 let po temu. In to je tisto, kar je nepojmljivo v tem kapitalističnem svetu povsem drugih vrednot, ki niso naše, da znate to spoštovanje, to medsebojno povezanost, to ljubezen, to domoljubje,
izražati še danes v teh poznih letih na najlepše možne načine. In to je tisto zvod, ki nam daje moč, da se angažiramo in delujemo tudi naprej. Zdaj pa najprej eno opravičilo. Vse vidite, pripraviš program, začneš z uvodom, pa se ti pa zadeve tako in drugače peljejo. Vendar je... Se vprošam. Dovolite mi, da se najprej zahvalim še za udeležbo, predvsem najprej predsednici največjega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB, mestnega odbora Torišici Julki Žiber. Prisrčno dobrodošli. Hvala lepa za vaše povabilo. Zelo sem vesela, da sem lahko med vami danes. Prisrčno se zahvalim Matjažu za to, ker zelo uspešno vodi ta odbor Ravensbrück v imenu Zveze borcev Ljubljane in tudi v imenu glavnega odbora Zveze borcev. Hvala ti, Matjaž, za vse, predvsem tudi zato, ker to trdno vez držiš med nami in med intervjerankami in med tem društvom. Drugo, kar bi rada, ne samo da vas pozdravim v imenu Zveze borcev Ljubljane, tudi v imenu našega častnega predsednika Jankota Heberleta, ker se je vedno udeleževal vašega društva, vendar zaradi bolezni ne more več. Ko je že omenil volitve, jaz mislim, da smo v Ljubljani dobro popravili z volitvami in da smo lahko ponosni, da v Ljubljani še vedno lahko nosimo rdečo zvezdo, da še vedno lahko pojemo Hej brigade in da se nas še vedno lahko na Kongresnem trgu pod rdečo zvezdo zbere čez 35.000. Tako da dokler bo v Ljubljani tako, zelo lepo sodelujemo z nekaterimi strankami, stranko SD-jem, imamo celo koalicijo in doslej smo zelo sodelovali, mislim, kot mestna občina tudi z Desusom, vendar zdaj ni prišel v mestno občino. Predvsem bi vam rada zaželela srečno, zdravo novo leto. Zelo sem ponosna, da je še toliko živih internirank in ukradenih otrok. Jaz vam želim trdega zdravja, predvsem pa želim, da bi bili še dolgo med nami, kajte vi ste vsi žive priče, kaj se je dogajalo med narodno-osvobodilno borbo in dokler bodo tu žive priče, toliko časa ne bomo premagani. Zakaj? Poglejte, že predsednik države je omenjal, res je težka situacija. Pojavljajo se nove fašistične tolpe, pojavlja se sovražni govor. Zaenkrat to še lahko obvladujemo, lahko pa pride do neke situacije, do hitre spremembe situacije in vas lepo prosim, bodite trdega zdravja še naprej, kajti vi, ki ste žive priče teh dogodkov skupaj z nami, bomo to zmogli in tudi premagali. Hvala lepa za povabilo in vsem res vse dobro v novem letu. In še enkrat hvala lepa tudi tebi, Matjaž. Spoštovana Julka, res iskrena hvala za te izbrane besede, predvsem pa, kot sem prej dejal, za tisti razum in pogum, ki ga je kot predsednica pokazala, da smo lahko danes ponosni in enotni v svobodnem mestu, v mestu Heroj, v mestu Ljubljana. Spoštovana Julka, uspešno delo in veliko sodelovanja tudi še naprej in hvala za to počastitev za udeležbo. Ne bom ponavljal preroških besed, ki jih je izrekel predsednik, vendar se bom spomnil na pismo, ki nam ga je napisala Maja Haderlap iz Koroške, kajti njen Angel pozabe roman je po celi Evropi zbudil pozornost in taboriščno tematiko na naše slovenska dekleta v Ravensbrücku, prinesel je slavo, nam pa lahko en velik ponos, da je znala v nemško govorečem okolju pritegniti pozornost in spoštovanje. In v pismu, ki je pač malo daljše, je na koncu napisala: v zadnjih tednih smo priča dogodkom, ki bodo globoko zaznamovale naslednji čas. Politika
logika in fanatizem se spet oblačita v vojno uniformo in izsiljujeta demokratične države, da sprejemajo logiko vojne. Miselnost vojne pa gradi na človeku sovražnih vrednotah, kot so nasilje, napadalnost, volja po premoči in ponižanju drugega. Pravi, mogoče zato, ker je spomin na nedavne vojne izkušnje, kot je imela njena babica, v Ravensbrücku že zbledel, ker je bilo premalo govora o trpljenju, ki ga povzroča vojna. Ker se je modno poveličevala prisila, ki ne mara spomina in ne mara pripovedi. Zato, draga dekleta, naj nikoli ne umolkne pogovor med generacijami, samo z njim bomo ohranjali spomine nase tudi v prihodnosti. In to je sporočilo, ki ga je s Koroške poslala Maja tudi našemu srečanju. Mislim, da so bile besede predsednika in besede Maje, pa tudi sami veste, da ne živimo v svetu idealnosti, da moramo ohranjati ta spomin, da se moramo zavedati, kakšno srečo imamo, da imamo ponosne prednike, zaradi katerih tudi udejanjamo vse ta naša srečanja in srečanja spomina in opomina. Naj bo za zaključek teh modrih misli dovolj. Mislim, da je čas za sproščeni pogovor, za druženje, za kosilo in da še kjero ob neformalnem lahko prevzame mikrofon in nam sporoči, karkoli si želite, predvsem pa čas za našo drago Marjetko Kukovsko. Predala mi jih je moja stara mama Micka in moj ta stari oča Peter, pa moja mama, ki je bila kot 8-letna kurirka na Tolminskem v Baški grapi, je nosila pošto preko hriba doline s svojim bratom, štrikala je nogavice, vezala je rane in pod deko prepevala našo lepo partizansko pesem. Mama me jo naučila in zato jaz pojem te pesmi in dokler bom lahko, mislim, da te pesmi grejo z mano naprej do konca. Sem udeleženka mnogih borčevskih proslav, srečanj, komemoracij, pa tudi kar tako med sabo si zapojemo našo lepo partizansko pesem. Sem naredila kar nekaj samostojnih tudi koncertov partizanskih pesmi. Enega sem imela prav sedaj pred kratkim, pred 14 dnevi v Izoli, v hotelu Delfin, ki je skoraj poknil od tolikih ljudi, toliko energije, toliko ponosa, ko so prinesli to pesem, da je bilo res prekrasno in so rekli, pozdravi kjerkoli, tam kjer boš. In danes vas tudi vsi od tam pozdravljajo. Pa ne bo še v tem duhu tudi seveda taka pesem. Noč je zbežala že z gora, z gozdov je pesem stajala, megla je odgrnila breg in skrite ognje v varstvu smrek, po kočah, lehah in vrheh, utrip je isti v srcih vseh in sončece je vzhajalo, Primorce je pozdravljalo, prestali ste zadušno noč, svobode luč vam gre v pomoč, zapojte in zavriskajte, spet oljčna vejica cvete in sončece je vzhajalo, Slovence je pozdravljalo, prestali ste zadušno noč, svobode luč vam gre v pomoč, vi živi pa svobodno pot, utrite za slovenski rod, vi živi pa svobodno pot, utrite za slovenski rod. In zdaj
zapela še pesem, ki je poznana pesem, ampak ne bom jo v italijanskem jeziku zapela, ampak v naši lepem slovenskem jeziku. Bella, ciao! Čez hladno jutro, hite oblaki, o, bella, ciao! Bella ciao, bella ciao, 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 se bližje streli, povsod vojaki, mi hitimo v zadnji boj. Gre za svobodo in za resnico, o, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 za boljše čase in za pravico smo stopili v mrtvi stroj. Naprej junaki, hej partizani, o, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se bližje streli in kri na dlani, zadnja misel za slovo. Nekam hitijo vsi ti oblaki, o, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 kje bodo spali nocoj junaki, kdo bo pazil na nebo. Laj, 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 laj. Tiho in dan ugaša, hej, o, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ta črna noče, kar odnaša, pa čeprav sem mlada še, na koncu misel ostane nate, o, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 kako so tople širne trate, kot da je prišla pomlad. Kako so tople te širne trate, kot da je prišla pomlad. Kako so tople te širne trate, kot da je prišla pomlad. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 era rosa la sua bandiera, c'era scritto libertà. Era rosa la sua bandiera, c'era scritto libertà. Bravo, Marijetka, da prideš malo do sate, mi dovoli samo še nekaj. Ko skačeš not, pa vam se globoko opravičujem, sem spregledal in nisem pozdravil v nami častnega predsednika mednarodnega odbora Mauthausen. Dragi in spoštovani Dušan Štefančič, ženo, iskreno dobrodošla in oprostite mi, da sem spregledal, se opravičujem, ni bilo namensko, res, ob tem letanju not in dan, z globokim spoštovanjem, dragi Dušan, ker si edini Slovenec, ki si vodil mednarodni odbor taboriščni in ker si v taboriščnem odboru, mednarodnem odboru Mauthausen pustil neizbrisno sled. In zato ti res iskrena hvala in globok poklon. Posle
zdravo, bogato.